Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. V tednu ženskega zdravja bomo naslednjih 20 minut poklonili najpomembnejšemu organu, ki ga imamo ženske. To je sveti organ, to je naš sveti organ, ki ga bomo danes tudi blagoslovili in naučili vas, drage dame, kako ga blagoslovite. Govorili bomo namreč o maternici. V svoji družbi pa Karmen in Suzano lepo pozdravljam. Dobrodošli, dragi dami. Pozdravljena. Karmen, maternica je zares najbolj čudežen, najbolj sveti, najbolj nenavaden, najbolj izjemen organ, ki ga sploh premore človeštvo, in ta organ se nahaja v ženskem telesu. Ja, Jasmina, res je tako. Maternica je ne le čudežni organ, ne le najbolj sveti del telesa, ampak najbolj sveti prostor na našem planetu Zemlja. Zakaj? Zato, ker maternica je zibka življenja. V maternici potekajo vsi procesi kreacije novega bitja, novega življenja. In to je za naravo en najpomembnejši proces in tudi za naše telo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti procesi, ki v trenutku spočetja kreacije novega bitjeca, ki so v naši maternici, to so procesi, kateri so identični, ki so v centru univerzuma, se pravi takrat, ko se kreirajo nove zvezde, novi planeti. Ampak je maternica pomembna in ima svojo vlogo samo v povezavi z reprodukcijo, ali ima svojo vlogo tudi pri ženskah, ki so se odločile, da ne bodo imele otrok, oziroma jih še nimajo, oziroma v času, ko so že opravile daleč svoje. Ima maternica vlogo tudi takrat? Ja, maternica ravno zaradi tega, to, kar smo ravno omenili, o tem, kakšni procesi potekajo v maternici. Se pravi, takrat, ko se ženska odloči, da ne bo imela več otrok, takrat lahko v te procese, to pomeni v procese kreacije, v procese samozdravljenja, za pomočjo materničnega pulza in vse to, kar narava, kar telo v času reprodukcije, se pravi v času rodnega ciklusa, kar telo na nek način, oziroma kar usmerja, se pravi najboljšo energijo, najboljše substance za to, da maternica je pripravljena za trenutek spočetja. To pomeni, da z pomočjo prakse, z pomočjo znanja, z pomočjo razumevanja lahko ta procese uporabimo zase. To pomeni za svoje zdravljenje, se pravi puls maternice, samozdravilni puls maternice. To je ena stvar. Druga stvar pa o maternici lahko govorimo leta in leta, ne samo ure in mesece, je tako. To pomeni maternica tudi kot mišica. Maternica je najmočnejša mišica v telesu. In tu je še in še, Jasmina, tu me moraš ostaviti, zato ker nadvi obe verjetno ne. Danes tudi o orgazmu maternice, ja, prav ste slišali, to je pa ena taka čist posebna zadeva, o kateri nam bo Karmen danes zaupala. Suzana, prinesla si posodo kot simbol maternice. Ja, v bistvu sem prinesla bovljico. Če rečeva, da je tukaj sprednji del bovljice, tukaj zadnji del, desni, levi. In če rečeva, da je v bistvu ta sprednji del povezan s tem, kako se jaz dajem v svet. Kako to svojo sočno, živo, radostno energijo, to sebe, kdo jaz sem, kako sebe plasiram v svet. Če rečeva, da je zadnji del bovljice povezan s predniki, kdo stoji za menoj, kdo so moje ženske, to, kar smo imeli v prejšnji seriji, kdo so moje ženske, kaj so njihove izkušnje, kaj je njihova moč, kaj je njihovo trpljenje, kaj je njihova radost, kaj je njihova norost, ki stoji za nami. Na naši levi strani, koliko zmorem sprejeti življenje in kaj še sprejemam v svoje življenje. Ker ena stvar, ki se jo moramo ženske zelo dobro naučiti, je tudi meja, kaj gre not. Kaj gre, sprejmem, welcome, stan zunaj. In tukaj nam pa pomaga pa ta desni del maternice, ki je pa aktivni princip, ki manifestira, ki tudi potem reče, I got your back. Tako da bovljico sem prinesla, da lahko tudi pa ženske same si ali dajo svečko noter, ali vodo, ali vrtnico, da v bistvu negujejo zunanjo manifestacijo na svojem oltarju in notranjo. Se pravi, to je ena taka močna simbolika, ki jo lahko ženske izvajajo doma, da počastijo svojo maternico. Tako, ja. Kako sama vidiš in dojemaš maternico v tem smislu,
moči, ki jo ima, magijo, ki jo drži v sebi? Tako zelo se mi zdi pomemben ta del, ki sem prej omenila prednice, a ne? Da v bistvu, pa če dodam tukaj še noter, z mojimi ženskami, a ne, ki se pogovarjam, zelo pogosto pride v ospredje, kako nam je največji izziv vzeti si čas zase. Vzeti si čas zase. In odkje ta vzeti si čas zase prihaja? Iz preteklosti. A ne? Držati 3 vogale, biti tista, ki ima vse na svojih plečih. In kako se vrniti nazaj v bistvu k temu, da rečemo, ok, to imam znotraj sebe, to je neka moja zgodovina, ampak jaz sem pa znotraj maternice, znotraj srca to preobrazila in spremenila te vzorce, ki stojijo za menoj. Ne vem, če sem odgovorila čisto točno. Vsekakor. O psihogenetiki smo tudi govorili, kako se vzorci prenašajo iz roda v rod, zato tudi pišemo rodovno knjigo, a ne, Karmen? Ja, tvoja rodovna knjiga je pri meni naredila ogromne premike. Jasmina, začeli so se premiki gora. Wow. Torej, maternica drži, Karmen, vse informacije tudi od prej. Ja, maternica drži informacije ne le prednikov in vse ostale prednice. Zdaj pa, kar je pomembno, recimo, če se osredotočim pa z praksami, se pravi praksami spolne alkimije, smo osredotočeni v bistvu v tole, da si ženske pomagajo dnevno, da si same lahko pomagajo. To pomeni, da odstranijo posledice stresa in vsega, kar je nastalo, in pa vzroke na sebi. Tukaj ne gremo v prednike, tako kot pri tebi, ampak so to v bistvu samozdravilne prakse. In kaj je pomembno? Pomembno je, da maternica dejansko vsega spolnega odnosa, od čustva, ki se nalagajo, in maternica je dejansko posoda. Ženske imamo yin energijo, zbiramo, smo dejansko sprejemajoče se. In kaj je pomembno? Pomembno je to, da dejansko mi ženske v zahodnem svetu ves čas, večino dneva smo v glavi, razmišljamo, in tudi tukaj je energija in kri. In maternica, ki je prepletena z drobnimi kapilarami, je v bistvu nepretočna. In potem, kaj se dogaja? Dogaja se stagnacija. Namesto, da bi vsa ta energija krožila, ki bi sproti, že med spolnim, ljubečim spolnim odnosom, make love je čudovit izraz za to, in bi se vsa ta energija transformirala v čisla. Zdaj pa, ker je spolnost pri nas postala telovadba, kakor je velikokrat tudi rečeno, oziroma se obravnava na televiziji in tako dalje, je ravno zaradi tega, ker ni prisotna ljubezen, ni prisotna energija ljubezni in je nepretočnost, in vse to ostane v maternici. O vaginalni parni kopeli smo tudi že govorili, enem takem starodavnem, krasnem, izjemnem ritualu, ki ga opisujemo s popolnimi navodili tudi na naši strani klepetobkavi.si. Točno kako naredite, kaj potrebujete, na kakšen način, katere mešanice. Sicer pa je o tem govorila tudi naša krasna gostja. Spomnimo se, kaj nam je zaupala. Slečeš se, lahko imaš nekaj vseeno krog, zato da ti je toplo. Krilo. In se usedeš. In se usedem. Ja, lahko sediš tudi. Ja. Tako je. Se pravi, takole bo najbolj, ne? Ja. Okay. In lahko daš tudi noge nazaj, pa se nasloniš nekam naprej, pa tako različne položaji so lahko. Aha. In zdaj uživam. Fajn je, da pač vlečeš to energijo tudi gora, s trebušnim dihanjem, tako da pri vdihu razširaš trebuh, pri izdihu pa potegneš energijo gor. Wow. Super. Torej, maternica bo pa hvaležna, ker jaz sem brala čisto iz fizičnega vidika, zdaj smo mi, da to predstavlja to dejansko en tak ženski ritual za dušo, ampak na fizični ravni, kako je to izjemno. Ja, meni se je to zgodilo. Mislim, da sem petič, ko sem to naredila. Fajn je, da se dela to zvečer, da greš potem v posteljo. In ko sem se zjutraj zbudila, sem imela neverjetno prijeten občutek v telesu. Prav tako je bilo, da bi se mi nekaj prelivali. Jaz sem tako ležala v postelji in razmišljala, kaj se dogaja, in sem zaslišala glas: tvoja maternica ti je hvaležna. In mi je bilo tako samo, wow.
Tako tudi osebno zelo uživam v vaginalni parni kopeli in vam res priporočam, da si pogledate na naši spletni strani, kako, kaj, zakaj, na kakšen način. Ti jo izvajaš? Ja. Nujno. 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 To pa je nekaj, mislim. Super. Ja. Danes bomo izvedli tudi en tak ritual oziroma eno tako pesem si pripravila, Aha, ne? ja, Potem pa nam ja. bo Karmen zaupala več o orgazmu maternice, ker si ga bomo vse dale na to-do listo. Kaj bo ta ritual, ta blagoslov, ena taka iniciacijska pesem ali kako? Evo, dajva tako začeta, ne, z dnevi pred menstruacijo. A ne? Da v bistvu ženska, pač vemo, da imamo različne poklice in različno časa imamo. A ne? Koliko si ženska lahko res vzame časa off v času menstruacije. Ampak da v tem času reflektira in meditira na to, kaj lahko gre iz njene maternice, z njeno krvavitvijo. Se pravi, kaj lahko spusti iz življenja stran? Tako, Se pravi, tečne sosede, nervozne otroke. Težek mesec, korono, vlado, a ne, vse. A ne, da, Že pri politiki je v redu. ne bomo šli tja, ampak gre pa, se nas pa dotakne. Dobro, Ne moramo biti... Se pravi, v času menstruacije razmišljamo o tem, kaj spuščamo iz življenja, slabe navade, težave, izzive in tako naprej. Dobro? To. In res lahko naredimo to parno kopel, recimo dan, dva prej, ne med menstruacijo, in si pomagamo s tem. Potem pa se krvavitev zaključi in se mi lahko odpremo temu novemu, tej novi energiji, ki prihaja noter. Se pravi, pomlad, ne? Če je Pomlad, zima, ja, čas ja. krvavitve. Ja, življenje, novi projekti, nove ideje, radost, žur. A ne? No in v tem času lahko v bistvu svojo maternico blagoslovimo z ljubečo pesmijo, ki jo bom podelila zdaj z vama, ne? Oziroma z vami. In to je v bistvu pesem, ki je bila napisana za vode, za reke, za izvire. In v nas je tudi ta izvir, ta sok, žur življenja. Ne? Najbolj žuboreč potoček je tle noter, znotraj nas. Ne? In to, kar si ti rekla, kar se zmehča ta stagnacija, ki lahko rata pol to radost. Odlično, izvoli. Okay. No, če rečemo spet, da imamo to bovlico, a ne, si ženske lahko natočijo vodo, notri lahko da svojo menstruacijo, lahko prižgejo svečko, lahko grejo k reki, a ne, lahko samo položijo roke na svojo maternico. Pesem gre pa tako. Nibi wabo endaen, aki miskwi nibi wabo. Heya, 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 hey. Heya, 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 ho. In tukaj se v bistvu odpremo. Ta pesem, kot mi je Marcela Lobos predala, izhaja iz linije in generacije žensk, katerih maternica je že radostna in osvobojena trpljenja, osvobojena bolečin. Super. Torej, tole pesem bomo tudi objavili na naši strani, da jo bodo ženske lahko pele doma, kot tudi naslednjo, ki jo bomo skupaj zapeli. Ja. Pa če še to lahko dodam, da v bistvu potem to, kar smo na začetku rekli, sprednjemu delu, sprednicam, levi, desni, če gremo pa k reki pet, pa vrnemo se k sebi, če gremo pa k reki pet, pa reki pojemo za vse te čiste izvire, ker zunanje reke je naše notranje reke. Super. Naslednja pesem? A kar gremo? Dajmo, kar gremo. A ne bi tole, ker se mi zdi, da bi bilo orgazem? Zdaj smo furane. Ja, dobro. Orgazem pa bi pa, to se mi zdi ful dobro izhodišče za... Dobro izhodišče? Ja, vredno, se strinjam. Torej, orgazem maternice. Zdaj sem čisto na drugi vibri. Orgazem maternice. To ni navaden orgazem. Ne, Jasmina, to je najvišja stopnja ženskega orgazma.
Najvišja stopnja Najvišja stopnja orgazma. ženskega orgazma. To ni več fizični orgazem. Naročam. Ja, Naročam. naročaš, ok, tak, v V redu. košarici. V Kliknem na košarici. blagajno. It's a Ja, yes. ja. It's a yes from me. Yes. S tem, da tukaj so stopničke, do tega orgazma ne moreš preskakovati stopničk, ampak hodi stopnička preko stopničke. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko za to orgazem, najvišja stopnja orgazma, v kateri dejansko je v bistvu ženska popolnoma yin in se aktivira zdravilni, ne samo zdravilni, ampak sveti puls maternice. To pomeni to, kar smo prej govorili, je dejansko isti puls, kot je puls univerzuma, puls kreacije življenja ali puls, božji puls, kakorkoli imenujemo. In kaj to pomeni, kako do tega? To pomeni, da ženska maternica mora biti v zelo dobrem stanju, v zelo dobri kondiciji. To pomeni, maternica je mišica, povezana z nožnico, pomeni ti dve mišici, je pomembno, da sta, ker usta imam polna slin, to pomeni nožnica, celotno področje nožnice, da je subtilno, da začuti moški yin in yang, se pravi moškega penisa, želdastega zmaja. To pomeni, kaj? Tako se rekla, da je v popolnoma dobri kondiciji in pa tudi, da je jing chi, to pomeni, da je spolna energija, da ženska zna sublimirati spolno energijo iz tiste vodne, kako rekel, tiste temeljne, basic forme, s pomočjo ljubezni, se pravi ljubeče energije, da se sublimira v višjo stopnjo, se pravi v višjo, najvišjo duhovno stopnjo. In kako pride do tega? Po korakih, to pomeni, se pravi, najprej, tako kot sem rekla, da je fizično telo, fizični, spolni, vitalni organi so popolnoma vitalni, spolna energija in pa, da je ženska tako odprta, da v bistvu ženska sama doživi orgazem brez kontakta, zdaj v tem trenutku. To je prva stvar, to pomeni, da imajo jajčniki, da imajo dovolj spolne energije, da je kompletno področje, da je spolna energija jing chi, ne samo jajčniki, ampak ledvica, se veš, to je energetsko en organ. To pomeni, da je jing chi toliko obnovljen, da se lahko sproži zdaj, se pravi brez kontakta. Medtem ko po fizični strani pa je pomembno, da je tukaj pri orgazmu maternice potreben moški. Do določenih faz lahko ženska sama pride. Zakaj? Zato, ker moški je tisti, kateri mora stimulirati določeno točko. Se pravi, prva stvar je orgazem, klitorični orgazem, G točka. Se pravi, odprta so prva, druga, tretja vrata in pa tudi prva, druga, tretja voda. Pomeni ejakulacija 1, 2, 3. In pri tej stopnji orgazma mora imeti ženska popolnoma odprto srce, tudi moški popolnoma odprto srce, dva srca povezano v eno. In moški je tisti, se pravi, ženska maternica je toliko aktivirana, v toliko kondiciji, da prične z orgazmom. In to je ženska v bistvu na moškem. In takrat moški, se pravi, prva, druga, tretja vrata odprta, prva, druga, tretja voda steče, se pravi ejakulacija, da očisti pred tem že vse, kar je dodatno v maternici in aktivira to je z penisom. Wow, izjemno. Ženska na moškem. Ok, kljukca. Zdaj pa mislim, da smo pripravljene za konec na tole krasno, čudovito iniciacijo, da se zgodi. Ja, ker smo se v bistvu zbrali tako kot malo v rdečem šotoru. Ja, tako. Evo, kar izvoli. Ok. Ženske sveta se zbiramo, skupaj mi ustvarjamo. Svet, ki je ozdravljen, svet, ki je pripravljen. Zato vstani, vstani, vstani. Svojo luč pokaži. Zato vstani, vstani, vstani. Svojo dušo izrazi. Ženske sveta se zbiramo, skupaj mi ustvarjamo. Svet, ki je ozdravljen, svet, ki je pripravljen.
Zato vstani, vstani, vstani. Svojo luč pokaži. Zato vstani, vstani, vstani. Svojo dušo izrazi. Svojo dušo izrazi. Svojo dušo Izrazi.